Veseli smo, da imamo partnerja, kot je občina Brežice, ki razume trajnost, ki razume trajnostno mobilnost na enak način, kot razumemo sami. Že pred leti se je občina odločila poskrbeti za mobilnost občanov z uvedbo mestnega prometa in danes to nadgradnjo, to trajnost potisnemo na en nov nivo z uvedbo električnega avtobusa. To je drugi električni avtobus v upravljanju Numaga in ponosni smo, da skupaj z občino bomo lahko ponudili eno zeleno, tiho, brezemisijsko rešitev za mobilnost občanov v mestu Brežice. Zdaj govorimo o mestnem prometu, imate pa tudi medkrajevni promet v Brežicah čez. Ste zdaj v JPP uskladili vse te povezave, kako recimo prideti iz Posavja do Ljubljane najlažje? Mislim, da tisti poporodni krč z uvedbo novih koncesij, pa ne samo na Posavju, ampak šlo je za spremembo celovitega javnega prevoza na celem ozemlju Slovenije. Mislim, da poporodne krče smo skupaj v nekem partnerstvu z DUJP-om uspeli prebresti. Seveda iščejo se nenehno možnosti izboljšave voznih redov, gleda, kjer so linije prezasedene, kjer so mogoče tudi prazne, z nekim ciljem, da seveda spravimo ljudi iz avtov na javni prevoz, bodisi avtobus oziroma vlak, in moram reči, da to sodelovanje poteka praktično nenehno. Seveda v okviru neke zmožnosti, ker javni prevoz je vseeno javni prevoz, ni namenjen posamezniku, ampak neki skupini, neki kritični masi, in mislim, da tukaj z nadgradnjo nekih dodatnih 15-20% linij, ki je bila z novo koncesijo omogočena, sigurno korak v pravo smer. Mi pokrivamo mestni promet v 8 mestih in bom rekel, Brežice so drugo mesto, kjer smo implementirali električno mobilnost, in kot vidimo, tudi ostale občine bodo sledile tem trendom, podobno kot se to dogaja tudi širom po Evropi.